Ja. Torej, obeležitev svetovnega dneva ledvic poteka na vsak drugi četrtek v mesecu marcu. Letos je to 10. marec. In ob letošnjem svetovnem dnevu ledvic smo na novinarski konferenci sporočilo javnosti združili Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema je namreč tesno povezano. Na novinarski konferenci bomo izvedeli, kaj to pomeni in ali se tega dovolj zavedamo. Bolezni ledvic so pomemben dejavnik tveganja za nastanek in poslabšanje bolezni srca in ožilja, kot je na primer srčno popuščanje. Po drugi strani pa tudi pri napredovanju srčnega popuščanja pogosto ugotavljamo poslabšanje ledvične bolezni. Izvedeli bomo, zakaj je pomembno, da ledvično bolezen odkrijemo pravočasno in kako jo tudi prepoznamo. K besedi vabim najprej primarja Matijo Cevca, predsednika Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Izvolite. Ja, hvala lepa za povabilo in za to, da lahko nekaj povem o pravzaprav tesni prepletenosti med srcem in srčno-žilnim sistemom in ledvicami. Namreč gre za to, da so ledvice ena od bolj prekrvavljenih organov v človeškem telesu. Sicer sta srce pa ledvica sta v različnih votlinah, srce v prsni votlini, ledvice sta v trebušni votlini, vendar pa za normalno delovanje, za izpolnjevanje svoje funkcije mora skozi ledvico v eni minuti preteči tam od 1 do 1,2 litra na minuto. To je skoraj toliko, kot potrebuje možgani v eni minuti. Skratka, to je en od tistih organov, ki so izredno močno in dobro prekrvavljeni. Že nekaj minutna prekinitev pretoka krvi skozi ledvico lahko povzroči, da taka ledvica odmre. K sreči je ledvica parni organ, tako da imamo zmeraj v ozadju še rezervo ene ali druge ledvice. Ampak seveda motnja v pretoku povzroči pravzaprav v celem telesu in zlasti tudi pri delovanju ledvic hude posledice. Ker primeren pretok je tisti, ki omogoča, da se vzdržuje normalno izločanje urina. Če pa se zmanjša pretok, lahko pride do tega, da se začne v telesu zadrževati in kopičiti odpadne snovi. Zadržuje se voda, iz česar izhaja lahko tudi utekline. To je podobno, kot vidimo pri srčnem popuščanju, na primer. Pride do motenj v uravnavanju krvnega tlaka, pri nastajanju rdečih krvničk, pri aktiviranju vitamina D in cela vrsta drugih stvari, tudi nenazadnje elektrolitov, ki so izredno pomembni. Vemo, da pomanjkanje ali pa višek nekaterih prekomerno hitro utripati. Skratka, cela vrsta teh neposrednih povezav je med srcem in ledvicami, zaradi tega je tako potrebno gledati ta organa skupaj in to skušamo danes pravzaprav tudi prikazati s tem, da smo se povezovali Društvo za srce in Društvo ledvičnih bolnikov in da smo k temu pritegnili tudi še priznane kardiologe in nefrologe, da bomo to stvar malce bolj razjasnili. In to je tisto, kar sem mogel jaz zdaj zapovedati, morda pa še kaj pozneje. Hvala za podatke in pojasnila o medsebojnih vplivih na delovanje obeh sistemov ledvic in srca. Asistent dr. Andraž Cerar iz oddelka za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca kliničnega oddelka za kardiologijo iz UKC Ljubljana pa nam bo to še podrobneje predstavil, predvsem pa povezavo s srčnim popuščanjem. Izvolite. Ja, super, tudi z moje strani najlepša hvala za vabilo v to super konferenco. Zdaj, kot je že povedal primarij Cevc, so srce in ledvica strašno tesno povezani in v bistvu bolezen enega od organov brez izjeme prizadene tudi drugi organski sistem in se je torej govora o nekem srčno-ledvičnem oziroma kardiorenalnem sistemu in ob okvari omenjenih sistemov, torej o kardiorenalnem sindromu.
Ko pri denimo zdravljenju srčnega popuščanja nikoli ne smemo zanemariti morebitno okvaro ledvic in pravočasno seveda v soodločanje pri zdravljenju vključiti tudi specialista nefrologa in obratno v njihovem primeru. Zaradi tovrstne povezanosti redko v bistvu ugotavljamo le okvaro enega organskega sistema, najpogosteje seveda gre za okvaro obeh, razen v izjemno začetnih fazah bolezni. Pri srčnem popuščanju motnje v delovanju srca privedejo dejansko do slabše prekrvitve ledvic, ki potem zaradi motene preskrbe s kisikom in hranjivi dejansko okvarja ledvično delovanje in to lahko sprva, kot bo naprej povedal, tudi sploh ni prepoznano. Kot kompenzatorni mehanizem pri srčnem popuščanju, tako tudi po zaslugi ledvičnih mehanizmov, pride do zastajanja tekočin v telesu, kar sčasoma povzroči tako imenovano kongestijo ledvic in to še dodatno okvarja njuno delovanje. Srčno popuščanje tako lahko neugibno privede do ledvične bolezni, četudi sta bili ledvici prej popolnoma zdravi. V obratni smeri, enak način, tudi pri okvari ledvic pogosto opažamo nastanek srčnega popuščanja, namreč okvarne ledvice nepopolno prečiščujejo kri in srčno popuščanje lahko nastane že iz metabolnih vzrokov, ko napačni toksini in metaboliti ostajajo v telesu. Še pogosteje pa okvarne ledvice slabo odstranjujejo tekočine iz telesa in to ponovno privede do zastoja tekočin oziroma kongestije, ki zaradi tekočinske preobremenitve vodijo v nastanek sindroma srčnega popuščanja, četudi je bilo srce prej popolnoma zdravo. Najpogosteje seveda sta poškodovana oba organska sistema zaradi številnih pridruženih bolezni, kot je bilo že povedano, in te se s staranjem prebivalstva pojavljajo vedno pogosteje. Predvsem seveda arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, hiperepidemija, ki številnimi procesi vodijo v okvare obeh organov. Če se osredotočim bolj na svoje področje, torej srčno popuščanje, so jasne ocene, da je ledvična bolezen pri srčnem popuščanju ena pogostejših pridruženih bolezni ali komorbidnosti, prisotna pri več kot tretjini bolnikov. Njeno pravočasno prepoznavanje in zdravljenje je bistveno za zmanjšanje obolevnosti ter umrljivosti bolnikov s srčnim popuščanjem ter enako pomembno preprečevanje ponavljajočih se hospitalizacij, ki vodijo v slabšanje bolnika. Dokazano je namreč, da prav prepogoste hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja so velik problem tako zdravstvenega sistema, ki je preobremenjeno ob vseh hospitalizacijah, kakor tudi logično problem bolnika, ki kljub optimalnem zdravljenju srčnega popuščanja v pogostih obiskih bolnišnic, funkcija srca nikoli več ni tista izhodiščna. Ledvična bolezen sploh v naprednejših oblikah tudi otežuje naše zdravljenje z našimi zdravili, saj se večina temeljnih zdravil za srčno popuščanje izloča skozi ledvica in njihov predpis ni povsem varen pri nižjih izračunanih glomerulnih filtracijah. Ob slabšem delovanju ledvic pa so pogostejši še neželeni učinki teh zdravil, predvsem ali hipotenzija, hiperkalemija in pogosto tudi ta zdravila dodatno poslabšujejo ledvično delovanje. Na samo srečo v bistvu so na v zadnjih letih na voljo kar nekaj novih razredov zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja, ki pa s svojim delovanjem na inovativne načine bistveno ugodneje vplivajo tako na potek srčnega popuščanja, rehospitalizacij in tudi nižjo stopnjo umrljivosti, kakor imajo pa tudi bistveno z raziskavami dokazan boljši učinek tudi na ledvično delovanje. V to skupino bi omenil tako zaviralce neprilizine v kombinaciji z zaviralci angiotenzinskih zaviralcev, pri nas uporablja sakubitril valsartan, ki se uporablja za zdravljenje srčnega popuščanja z okrnjenim istim deležem, z ugodnim učinkom na obe bolezni oziroma obeh organskih sistemov. Zadnje dobro leto dni pa so na voljo še zaviralci, tako imenovani zaviralci SGLT2 in v Sloveniji imamo empagliflozin in dapagliflozin. Prav dapagliflozin pa, kot bomo verjetno še slišali, je po zaslugi ugodnih rezultatov raziskav že pridobil tudi indikacijo za zdravljenje le ledvične bolezni. Hvala za pozornost. Hvala. Sedaj pa vabim k besedi doktorja Škoberle Andreja iz kliničnega oddelka za nefrologijo v UKC Ljubljana in predsednika Slovenskega nefrološkega društva. Izvolite. Ja, hvala za besedo, hvala za povabilo. Mi smo zelo veseli, da imamo danes to tiskovno konferenco, kajti na društvu, Slovenskem nefrološkem društvu, kot tudi na sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, dializi, transplantaciji in pa seveda na Zvezi društev ledvičnih bolnikov smo izjemno zainteresirani, da se glas o problemu ledvične bolezni razširi po Sloveniji čim širše, pa bom poskušal razložiti, zakaj
Če pogledamo zgodovino zdravstva, zgodovino bolezni, medicine, lahko ugotovimo, da ne tako dolgo nazaj smo ljudje umirali zaradi glasnih in zelo očitnih težav. Pred 500-600 tisoč leti je veliko ljudi umrlo nasilne smrti, nažalost se to tudi danes dogaja, na srečo ne toliko. Drugi so umrli zaradi okužb, kuge in podobnih zelo očitnih stanj. Po industrijski revoluciji in še posebej po začetku dobe antibiotikov se nam je pa to zelo drastično spremenilo. In zdaj v bistvu umiramo in trpimo zaradi tako imenovanih tihih ubijalcev. To so bolezni in stanja, ki dolgo časa povzročajo zelo, zelo malo težav ali nič, pa vendar vseeno škodujemo našemu telesu. Zdaj, zakaj je to tako? Moramo vedeti, da večina organov v našem telesu je tako narejena, da ima eno ogromno rezervo, če temu tako rečemo. To velja recimo absolutno za ledvice, kajti dializa je ponavadi potrebna takrat, kadar ledvice delajo samo še z 10% tistega, kar je normalno. Se pravi, da imamo 10-kratno rezervo v bistvu. Tako je naše telo narejeno, na srečo po svoje, po drugi strani je pa to slabo, kajti ni redko, da ugotovimo, da imamo težave z organom šele, ko je že zelo pozno. Podobno velja tudi za druge organe, ni samo ledvica takšna. Tako da danes trpimo zaradi bolezni, ki so v veliki meri sicer bolezni življenjskega sloga, so bolezni, ki smo si jih nekako sami tudi uspeli pridelati, pa tega ne govorim zato, da bi imeli ljudje slabo vest, ampak zato, da vemo, da če smo nekaj sami naredili, lahko tudi sami popravimo. Kronično ledvično bolezen v veliki meri povzroča sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, arterijska hipertenzija, debelost, kajenje, skratka, bolezni, ki so povezane z nezdravim življenjskim slogom in zdravim življenjskim slogom lahko to preprečujemo in bolniki, ki imajo ledvične bolezni, lahko s prevedbo na bolj zdrav življenjski slog dosegajo bistveno boljše rezultate in bistveno bolje živijo. Torej, eno od teh tihih ubijalcev je tudi kronična ledvična bolezen, ki je vedno bolj pogosta, ker so tudi sladkorna bolezen in ostale bolezni, ki poškodujejo ledvice, vedno bolj pogoste. Tako da je zdaj trenutna ocena, da jo ima približno 10% odrasle populacije, v nekaterih zahodnih državah, v Združenih državah Amerike še več kot to. Tako da je neka ocena, da je v Sloveniji približno 180 tisoč bolnikov z kronično ledvično boleznijo in velika večina teh ne ve, da jo ima. Tako da glavna stvar pri vseh teh tihih ubijalcih je, da jih aktivno iščemo. Lahko pomislimo tudi na eno drugo bolezen, ki je sicer precej drugačna, ampak recimo HIV, AIDS, tudi tukaj gre za tihega ubijalca in glavna stvar, ki jo potrebujemo, je, da ljudje preverijo, ali imajo težave ali ne. Podobno je z ledvicami. Na srečo so preiskave zelo enostavne, tudi zelo poceni, povsod dosegljive, v vsakem zdravstvenem domu, v vseh zdravstvenih ustanovah. Rabimo eno analizo krvi, kjer določimo eno substanco kreatinin, ki porašča, kadar ledvice ne delajo. Iz tega podatka preračunamo, koliko ledvice delajo, temu rečemo ocenjena glomerulna filtracija ali na kratko UGF, ponavadi to tudi vidite na izvidu, in pa preiskavo urina. To potrebujemo, s temi preiskavami lahko zelo zanesljivo rečemo, ali nekdo ima težave z ledvicami ali ne, in to je bistveno. Mi ne moramo zdraviti ljudi, za katere ne vemo, da so bolni. Tako da, zdaj, ko je bil ta COVID čas, smo še posebej pravzaprav trpeli, zaradi tega, ker so vsi te programi, ki aktivno iščejo bolnike, precej zamrli. In zato je danes še bolj pomembno, da se oglasimo in da ljudem povemo, da se morajo iti testirati, da morajo preveriti stanje svojih ledvic. Tako da to svetujemo vsem, ki imajo sladkorno bolezen, vsem, ki imajo povišan krvni tlak, vsem, ki imajo srčno-žilno bolezen, srčno popuščanje, vsem, ki so imeli infarkt, ki so imeli možgansko kap, naprimer, vsem tudi z debelostjo in pa vsem, ki imajo v bližnjem sorodstvu kakšnega bolnika z ledvično boleznijo, kajti določene ledvične bolezni se tudi prenašajo genetsko, torej iz roda v rod. Skratka, za te ljudi vsekakor je zelo pomembno, da se testirajo. Preiskave so enostavne,
Mi smo sicer naveličani testiranja, ampak vendarle, če odkrijemo ledvično bolezen, lahko zdravimo, tako kot je dr. Cerar rekel, vedno več imamo zdravil, ki zelo upočasnijo ledvično delovanje in če upočasnimo odpovedovanje ledvičnega delovanja, bi morali reči, potem zmanjšujemo tudi srčno-žilne zaplete, ki so posledica ledvičnih bolezni in pravzaprav na nek način podaljšujemo življenje. Tako da to je velika investicija v prihodnost. To naredimo zato, ker želimo seveda dolgo dobro živeti in prav je tako in imamo načine, kako to doseči. Tako da hvala lepa za vse, ki ste se nam pridružili in hvala, ker boste prenesli to novico tudi naprej. Hvala za te informacije in opozorila, kako zelo je pomembno, da ledvične bolezni zgodaj odkrijemo in na kakšen način gre kar za precej širše množice ljudi. To ima zagotovo veliko vlogo tudi ozaveščanje s strani Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije, tako da k besedi vabim predsednika zveze, gospoda Milana Osterca, da predstavi delo zveze in prizadevanja Zveze društev ledvičnih bolnikov. Izvolite. Hvala lepa za besedo, pozdrav vsem prisotnim. Mogoče bi se jaz nadovezal oziroma malo predstavil podatke. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, krovna organizacija, ki ima zdaj po novem 13 lokalnih društev po celotni Sloveniji. Nekako imamo okrog 2000 članov, dejansko z društvom nekako pokrivamo tudi vse dializne centre. V svojem članstvu imamo transplantirane bolnike, bolnike na peritonealni dializi, podporne člane, družinske člane, zdravstveno osebje. Nekako bi mogoče zdaj moji predhodniki se govorili o bolezni, o povezavi srce in pa ledvice. Hvala tudi Društvu za srce, da so nas povabili v to novinarsko konferenco. Povedal bi vam mogoče v tistem delu praktično, kaj se pa pravzaprav dogaja. Zdravniki ste tisti, ki pravzaprav ugotavljate, postavljate neke diagnoze. Mi kot bolniki oziroma mi kot člani lokalnih društev pa pravzaprav že predhodno nekako z vsemi temi infotočkami, sicer smo jih nazadnje imeli leto 2019, jaz upam, da bomo jih imeli 2023 zopet, smo dejansko po celotni Sloveniji na okrog 40 točkah na ključnem mimoidočem predstavili ledvično bolezen, da je tiha bolezen, predstavili tiste neke znake oziroma tiste vzroke, do katerih lahko pride, malo včasih z nekimi vprašalniki tudi preverjali njihovo znanje. Seveda se zahvaljujemo tudi vsem zdravstvenim delavcem v laboratorijih, v zdravstvenih domovih, ki so pravzaprav tudi podpirali ta svetovni dan ledvic in so delali preventivno preglede urina. Nekako je ledvična bolezen samo po sebi, kot vsi vemo, tiha bolezen. In dejstvo je, da smo recimo mi v letošnjem letu, kljub temu, da ni infotočk, smo pa natisnili 310 plakatov, 240 malo manjših, pa 70 malo večjih, ki jih je pripravilo Slovensko nefrološko društvo. Moram povedati, da 140 plakatov smo pravzaprav člani lokalnih društev, vseh 13 lokalnih društev pod pokroviteljstvom zveze nalepili na vseh tistih opaznih točkah, ampak to ne zdravstvene domove pa bolnišnice, zaradi tega, ker so zdravstvene domove in bolnišnice in dializni centri dobili nadaljnjih 100 plakatov, ki so jih sami nalepili, tako da smo obeleževali. Nekako nam je poleg teh 13 društev pomagalo tudi invalidsko-športno društvo Ditra, ki združuje ledvične bolnike, športnike, za kar se seveda tudi zahvaljujemo. Dejstvo je, da recimo sama zveza mogoče ni pokrita v vseh pokrajinah, zato so recimo v tem delu skočili oni. Nekako smo želeli, oziroma pravzaprav ne glede na to, da ni nekih sreča, ne glede na to, da nismo imeli teh točkov, pa vseeno želimo recimo ljudi opozoriti, oziroma naj se opazujejo, naj pravzaprav nekako
čuvajo svoje zdravje, na nek način, vsaj skozi celo leto imamo recimo dosti nekih svetovnih dni, ki opozarjajo na različne organe, kot so recimo tudi ledvice. In pravzaprav ja, tisto, kar je moje mnenje osebno, nekako smo dolžni skrbeti za svoje zdravje, za svoje počutje. Tudi moje mnenje je, ko enkrat moraš prestopiti prag zdravstvenega doma ali ambulante, najbolj upošteno, je pravzaprav nekaj narobe, in to nekako ni dobra stvar. Dejansko se moramo sami potruditi za svoje zdravje, zdravnikom pa seveda hvala vsem tistim, ki pravzaprav nesebično pomagajo tako ledvičnim bolnikom, tako dializnim bolnikom po dializnih centrih, tudi transplantiranim bolnikom v TX ambulante in pa seveda vsem tistim operaterjem, ki recimo na letni ravni operirajo povprečju okrog 70 ledvic. Mogoče nekako zdaj v tem sklopu toliko, bomo pa odgovorili na kakšno vprašanje, če bo koga kaj zanimalo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala vsem govorcem. Sedaj pa vabim vas, udeležence, da jim postavite vprašanja, lahko tudi v klepetalnici, torej v četu, ali pa priključite mikrofon in vprašajte, kaj želite. Imamo pa že dve vprašanje v klepetalnici, sicer sprašuje udeležen, kot ste povedali, ni znakov bolezni ledvic oziroma nastopijo šele takrat, ko je ledvica že zelo slaba. Ali bi priporočili, da urinski in ali krvni test opravimo preventivno, na primer enkrat na leto ali na 2 leti, tudi tisti, ki ne sodimo v tvegano skupino. In pa še vprašanje, če smemo osebnega zdravnika zaprositi za napotnico, kljub temu, da nimamo nobenih vidnih znakov težav z ledvicami in kljub temu, da nismo v tvegani skupini. Bi lahko doktor Škoberle mogoče odgovorili? Ja, hvala. Jaz sem v bistvu relativno obširno odgovoril že kar v četu pisno, ampak če še ustno povem na hitro. Skratka, tisto, kar mi želimo, je, da ljudje, ki so v tveganih skupinah, torej osebe s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, z srčno-žilnimi boleznimi, z debelostjo, z sorodnikom, ki ima ledvično bolezen, govorimo zdaj o odraslih osebah, da vsaj enkrat preverijo stanje svojih ledvic za preiskavo krvi in urina, za katero napotnica ni potrebna, ker se lahko ta preiskava opravi v kateremkoli zdravstvenem domu, seveda pa je potrebno opraviti v dogovoru z osebnim zdravnikom, to pa jasno. Zdaj to, seveda so tudi ljudje, ki niso v tveganih skupinah, pa vseeno bi bilo dobro preveriti stanje ledvic, to so ljudje, ki imajo mogoče določene težave, ker nekateri pa vseeno imajo težave, ki bi jih lahko povezali z ledvičnimi boleznimi. Recimo en tak značilen simptom je, da ljudje pričnejo po noči hoditi na vodo vsako noč praktično v istem času, kajti bolna ledvica običajno ne more popolnoma koncentrirati urina, ne more popolnoma temno-rumenega urina več proizvajati in enostavno se mehur v 4 urah napolni, recimo, in je potrebno odvajati urin sredi noči, predvidoma vsakič ob istem času, lahko tudi večkrat na noč. Seveda, ledvične bolezni niso edini možen vzrok za takšno dogajanje, ampak vendarle je to zelo pogost pojav pri ledvičnih bolnikih in nesmiselno morda izključiti ali pa potrditi ledvično bolezen. Potem otekanje je lahko znak ledvične bolezni, penjenje urina, krvav urin, rjav urin, vse to je lahko sumljivo za ledvično obolenje in ker so preiskave enostavne in ker je res škoda zamuditi priložnost za zgodnje zdravljenje, ni razloga, da se ne bi upravljali tudi pri teh skupinah bolnikov. Pri nekaterih pa, ki so zelo tvegani, sladkorni bolniki, bolniki s povišanim krvnim tlakom, srčno-žilnimi boleznimi, pri teh je pa dobro tudi ponavljati te preiskave, ker lahko do končne ledvične bolezni pride šele s časoma. Tudi običajno pri teh skupinah se te preiskave ponavljajo enkrat letno. Ja, hvala za odgovor. Je še kakšno vprašanje strani udeleženih? V klepetalnici ga ni. Aha, je še eno. Kako je z vnosom beljakovin pri zdravih ljudeh, z zdravimi ledvicami? In kakšne so omejitve vnosa beljakovin pri osebah s presajeno ledvico in osebah z bolno ledvico?
Ja, to so odlična vprašanja. Zdaj, prehrana lahko zelo pozitivno ali pa negativno vpliva na ledvice. In zdrave in bolne. Seveda na bolne še bolj. V prehrani bi izpostavil 3 sestavine hrane, ki so danes problematične. Prva je sigurno sladko. Nedvomno živimo v presladkem času, kar se prehrane tiče. Seveda to povzroča debelost, lahko to kasneje povzroči sladkorno bolezen. To je ena od stvari, ki jih sigurno ne potrebujemo toliko, kot jo zaužijemo. Druga je sol. Nedvomno zaužijemo preveč soli, bistveno več, kot jo potrebujemo. In osebe, ki ne uživajo soli, kuhinjske soli, natrijevega klorida, načeloma nimajo povišanega krvnega tlaka. Tako kot osebe brez holesterola v krvi imajo zelo redko kdaj aterosklerozo, tako osebe, ki ne uživajo soli, kar poznamo iz določenih plemen po svetu, načeloma nimajo krvnega tlaka povišanega tudi v starejših letih. In tretja stvar so beljakovine. Beljakovine so sicer seveda pomembno hranilo, ki ga vsi potrebujemo, ampak v zahodnih populacijah je značilno, da uživamo tudi beljakovin načeloma preveč. Več, kot jih načeloma potrebujemo. In beljakovine nekako silijo ledvico, da mora bolj delati, kot bi bilo to potrebno. Zdaj, če mora zdrava ledvica delati nekoliko več, to še ni tak problem. Če mora pa bolna ledvica več delati, je pa to bistveno večji problem. Jaz ponovadi uporabljam analogijo z avti, mogoče ta ni vsem blizu, ampak vendarle, če imate novega Ferrarija, ga lahko, bom rekel, vozite na maksimalnih obratih, ne vem koliko časa, pa ne bo nič. Če imate pa starega fičota in to počnete, boste pa zelo hitro na dializi oziroma pri avtomehaniku, kar se fičota tiče. Tako da mi priporočamo absolutno ne toliko sladkorja jesti, kot ga jemo vsi, ne toliko slane hrane jesti in večino slane hrane je pravzaprav so predpripravljeni izdelki, ni toliko problem, koliko solimo solato, to je manjšina soli. Večina soli je v salamah, konzervah, predpripravljenih omakah, kruhu in tako naprej. In pa za beljakovine tudi, predvsem pri ledvičnih bolnikih želimo vsaj normalen vnos beljakovin oziroma celo pomanjšan, kar pomeni bolj rastlinsko prehrano. Je pa to že bolj specifično področje, ledvični bolniki dostikrat potrebujejo dosti bolj natančna navodila, kot to, kar sem zdaj na splošno povedal. Aha, nimate mikrofona, mislim, da vklopljenega. Hvala. Pravim, ampak je pomembna tudi preventiva, da tudi pri zdravih ljudeh smo pozorni, ker v Sloveniji na splošno še vedno preveč soli zaužijemo in sladkorja, tako da je potrebna previdnost ne samo zaradi bolezni ledvic, ampak tudi zaradi drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, recimo, da se pazi in na prehrano in za takšne vnose, ki škodujejo tako ledvicam kot drugim sistemom, ki ste omenili sladkor, sol, beljakovine. Bi še kdo dodal glede tega? Še eno vprašanje iz fitness kluba, po moje. Ja, še eno vprašanje se je pojavilo od nekoga, ki res se spozna na prehrano, vidim. Ali lahko višji vnos beljakovin? To je med 1,8 do 2,2 grama beljakovin na kilogram telesne mase vpliva na te sečnine kreatinina OGF. Zdaj, ta zapisan vnos je res ogromen. 1,8 do 2,2 grama mi kot nefrologi vsekakor ne priporočamo. Za primerjavo normalen vnos beljakovin je nekje recimo 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže. Zdaj, odvisno od bolnika, mogoče za bolnika s sladkorno boleznijo malo več, 0,8 do 1,0, za nekoga z ledvično boleznijo malo manj, 0,6 do 0,8, ampak vsaka zelo, zelo daleč od te številke, ki je tukaj zavedena. In tak vnos beljakovin sigurno sili ledvico, da bolj dela, kot bi morala, oziroma kot bi z manjšim vnosom beljakovin. Zdaj, dokler smo zdravi, to ni tak problem, ampak ko pa nismo več, pa je. Ne vpliva pa vnos beljakovin veliko na te teste, vpliva pa mišična masa na teste. Namreč količina kreatinina v krvi in potem, ker OGF preračunamo iz te količine, je odvisno od mišične mase.
Kar pomeni, da profesionalni športniki in, bom rekel, ljudje, ki so bodybuilderi, ne vem, kakšen je pravilen izraz za slovenski, za to izklesovalci telesa, ti seveda imajo višji kreatinin, pa morda nimajo ledvične bolezni. Mi imamo dodatne preiskave, ki to lahko potrdijo, ampak vsake toliko časa pride nekdo, ki je profesionalni športnik in ima veliko mišično maso in je v bistvu z ledvicami vse v redu. Tako da kreatinin v krvi pri nekomu, ki ima zelo veliko mišic, je praviloma malo višji in je lahko celo nad zgornjo mejo, pa morda to sploh ni ledvična bolezen, ampak mi to znamo razčistiti in prav je, da je bolnik prije k nam, da to razčistimo, oziroma takrat še ni bolnik. Pogosta telesna dejavnost pa tudi lahko vpliva na vrednost tega testa, ker količina kreatinina v krvi ni odvisna samo od mišične mase, ampak v bistvu od mišičnega metabolizma. In zdaj, večja, kot je mišična masa, večji je mišični metabolizem, ampak če dam dodaten primer, če gre nekdo teči maraton, bo imel sigurno naslednji dan bistveno višji kreatinin, pa ne zato, ker so ledvice nastradale med maratonom, ampak zato enostavno, ker se ga je več iz mišičnih celic pridelalo in ledvice rabe 2 dni, da to ponovno uredijo. Tako da to lahko vpliva na teste in obratno, če si zelo majhno mišično maso imaš ali pa si zelo nepokreten, zelo negiban, ta kreatinin pade, tako da visoke vrednosti kreatinina pri ljudeh, ki so zelo podhranjeni, negibni in slabo pokretni, so še slabše. Tako da to dejansko tudi vpliva, ampak zdravniki to poznamo in načeloma se znamo s tem orientirati. Primarice, če nekaj. Jaz bi samo en dodaten komentar, ki ni s tem, kar ste povedal, bi omenil, namreč gre za to, da tisti, ki uporabljajo take proteinske dodatke, ker tukaj gre očitno za nekoga, ki se ukvarja z klesanjem telesa, tisti, kar bi to pozoril, da te razni dodatki so silno problematični, ker v njih je marsikaj drugega tudi noter, kar lahko dejansko povzroča škodo. Mi vemo, da te mišice so več ali manj napihnjene mišice in to je škodljivo, tako kot je vsak ekstrem, naprimer maraton, škodljiv. Redna aerobna telesna dejavnost, tudi malo bolj intenzivna, absolutno. Tisti je pa mučenje telesa, ki gotovo ni ta pravi način za ohranjanje zdravja, čemu ne bi bila telesna aktivnost, telesna dejavnost namenjena. Skratka, razni proteinski dodatki in drugi pripravki, ki jih v fitnesih zelo pogosto uporabljajo, zlasti bodybuilderji, so dostikrat obogateni s kakšnim testosteronom ali pa čim drugim, česar ne napišejo, zato ker hočejo, da tisti, ki te preparate uporabljajo, da imajo efekt in zamolčijo in to je problem teh prehranskih dodatkov. To je by the way. Nima nič z ledvičnimi boleznimi, ampak čisto splošno. Se mi zdi prav, da se to izpostavlja in tudi jaz bi mogoče samo še na hitro dodal, da se mi zdi, jaz sicer nisem ekspert za športno medicino, ampak vendarle toliko mislim, da poznam to področje, da lahko rečem, da je zmotno mišljenje, da za formiranje mišic potrebuješ ekstremne vnose beljakovin. Mislim, da je to znanost zelo dobro ovrgla in tudi to, da potrebuješ živalske proteine, bom rekel, meso in mesne produkte, mislim, da je precej v veliki meri ovrgla. Danes je že precej primerov profesionalnih športnikov, ki ne uživajo ekstremne vnose beljakovin, ki ne uživajo niti živalskih proteinov, pa vseeno upravljajo svoj šport. Tako da mislim, da ni nobene prave potrebe za ekstremne vnose beljakovin. Za veliko večino. Hvala. Torej, redna, uravnotežena, raznovrstna prehrana je boljša kot pa kakšni dodatki. Brez sladkorja in soli. Brez, z manjšo vsebnostjo sladkorja in soli. Čist brez ne gre. Gre. Ampak čim manj, Pri soli pa še posebej, ko si lahko znižamo ta zdražnostni prag za sol in ta s časoma res kar precej lahko pade, tako da če se družina prizadeva, temu se tudi to da narediti. Zdaj, še kakšno vprašanje? V klepetalnici ga ni, mogoče v živo, kdo kaj vpraša, oziroma virtualno živo. Ni nobenega vprašanja? Ni.
potem pa če še kdo od vas ima kakšno zadevo, da še bi povedal, če ne pa. Jaz bi samo to omenil še, če lahko, jaz še enkrat bi se vsem zahvalil bi se Društvu za zdrave srca in ožilje in Zvezi društva ledvičnih bolnikov, da je organizirala to tiskovno konferenco, ki se mi zdi zelo pomembna. Zahvalil bi se vsem vam, ki ste se udeležili. Preneste, prosim, to sporočilo naprej. Pa še to bi rekel, mi imamo tudi internetno stran namenjeno Svetovnemu dnevu ledvic, svetovnidanledvic.org, kjer boste najdli res ogromen informacij o ledvičnih boleznih in tam je tudi povezava še na eno stran, ki jo imamo o kronični ledvični bolezni, to je klb.si, kjer je tudi ogromno enih informacij za vse, ki bi radi še malo več izvedeli. Hvala. Ja, hvala. Bomo tudi te spletne strani dodali v sporočilo za javnost, tako da bodo lahko poiskali te informacije še mnogi drugi, kot samo mi, ki danes to poslušamo. Zdaj hvala vsem govorcem, vsem udeleženim in vabljeni ste na te naše spletne strani. Razširite ta sporočila, pobude k zgodnjemu odkrivanju ledvične bolezni, k preventivnemu življenjskemu slogu, k varovanju zdravja ledvic, srca in ožilja. Tako da se v imenu vseh organizacij sodelujočih zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Samo še nekaj morda bi omenili to, da lahko v naši posvetovalnici tudi... Ja, tudi to. V naši posvetovalnici za srce na Dalmatinovi ulici 10 imamo še do 18. marca možnost, da ljudje dobite več informacij o tem, kako je povezano srce in kako z ledvicami in obratno, in določene meritve so na razpolago, krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije, snemanje EKG. Prejeli boste torej te brošurice o kronični ledvični bolezni in o boleznih srca in ožilja, preventivi. Bomo pa imeli tudi možnost preko urinskih testnih lističev, ki bojo na razpolago za obiskovalce posvetovalnice, da jih bomo dali. Za domovnici bo lahko to testirali. Z navodili seveda. Ja, pa še to. Na spletni strani imamo tudi precej gradiv o ledvicah, srcu, pa tudi zelo koristna predavanja, med drugim tudi dr. Andreja Škoberne Andreja, in sicer o tem, zakaj moramo dovolj zgodaj odkrivati in zdraviti kronične ledvične bolezni. Tako da se tudi to poslušajte in preberite vsa ta gradiva. Mogoče glih govorite o izobraževanju. V vseh lokalnih društvih po Sloveniji pravzaprav imamo kontakte z osnovnimi šolami, z srednjimi šolami, dejansko izvajamo ta predavanja v sodelovanju in recimo, ali je recimo dializni bolnik pa zdravstveni delavec, ali je transplantirani bolnik pa zdravstveno osebje, in pravzaprav predstavljamo te stvari. Nekako želimo vsem dobro, vsem želimo, da naj pazijo na svoje zdravje, pa dejansko je izobraževanje, kar se tiče recimo ledvične bolezni, tudi bolezni srca, je nekaj, kar je potrebno vedeti. Mogoče imeti tam nekje čist v možganih, ja, to pa je možno, tu se pa mora recimo nekako na nek način paziti. Tako da ja, hvala lepa za povabilo, pa lep pozdrav vsem skupaj, pa čuvajte srce in ledvice. Ja. No, hvala. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Lep pozdrav.